Če se sprašujete, kaj počne Zgornje Savinjče na svojem prostem času, gre v manjše kraje, kjer se počuti domače, kljub temu, da ni toliko bregov, po prazgodovinskih poteh človeštva, po nekoč polnih antičnih cestah, po sledeh zametkov slovenstva. In kaj vse to skupaj bolj povezuje kot naša slavna človeška ribica? Ta se je pred hordami turistov umaknila iz Postojnske jame v bolj mirno dolino rek Krke in Temenice. In jaz se ji pridružujem. Pravijo, da ima človeška ribica najraje mir in neoporečno naravo, prav tako kot jaz. Zato pa je bila tudi najbrž tolikokrat opažena na območju Stik, se pravi področje Suhe krajine, Temenice in Krke. In ker je to jamska žival, jo bom verjetno našel v jami. Čeprav so 2021. leta tle v jami našli več kot 200 osebkov, meni danes ni ratalo najti niti enega. Sem pa zato ugotovil, da je jezero v jami na najglobji točki globoko 20 metrov, jama pa je dolga 490 metrov. Morda pa se jaz moram lotiti iskanja malo drugače in ugotoviti, kaj je pravzaprav tisto, kar ljudi privabi v te kraje. Ker ribica je že zanimiva, ampak pojesti pa jih ne moreš. Spraševal sem se, kaj imata skupnega čebela pa človeška ribica. Bojda zelo malo. Sem pa zato v Hiši kranjske čebele spoznal življenje čebele skozi prikaz multimedijskih vsebin, steklenih panjev, njihovih produktov, ki jih izdelujejo v Apulab laboratoriju in pa seveda tudi preko prečudovitih prenočišč v obliki panjev, ki jih nudijo. In veš, kaj sem še opazil? Da je očitno nekdo imel dovolj časa, da je naredil tole več kot 2 metra velike čebele. Hvala Bogu, v resničnem življenju niso takle velike, ker drugače bi bili vse brez meda. Bi ti vzel takle velike čebele med? Se mi zdi, da ne. Zanimalo pa me je tudi, če je Jurčič kaj pisal na temo o človeški ribici. Pa ni. Sem pa zato dobil bogat vpogled v Jurčičevo odraščanje, njegovo zanimanje za vse vrste vaših posebnežev in si ogledal prostor, v katerem je obdedal, se navdušil nad pripovedovanjem zgodb. So pa napisatelji v Ivančni Gorici tako ponosni, da so za svoj praznik izbrali 29. maj, dan, ko je pisatelj postal urednik takratnega časopisa Slovenski narod. Zraven najstarejšega samostana v Sloveniji pa stoji Muzej krščanstva na Slovenskem, kjer si lahko preko bogate zbirke in multimedijskih vsebin ogledate vse najbolj pomembne mejnike razvoja krščanstva pri nas. Poleg stiških rokopisov, ki so tretji najstarejši pisni dokument v slovenskem jeziku, pa sem našel tudi kelihe, ki jih je izdelal nihče drug kot pa naš arhitekt Jože Plečnik. V samostanu pa se lahko seznanite s sodobnim življenjem menihov, ki živijo po načelu moli in delaj. Poleg samostana pa se nahaja zeliščni vrt enega najbolj znanih slovenskih patrov Simona Ašiča in njegove zbirke receptur iz naravne lekarne. In ravno tu so mi povedali za verski studenec in grem zdaj tja iskat človeško ribico. Človeške ribice tele ni, a ne? Ampak ne brez razlogov. Je pa perutnine ogromno. Ni vsak dan za najti človeško ribico, sem pa zato našel dobrodušne ljudi in prijetne kraje, v katerih se čas ustavi. Mogoče pa jutri najdem ribico, ko gremo v Žužemberk. Danes pa bom užival v naravi, v turistični vasici Pristava nad Stično.